Pozdravljeni. Zopet so na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Danes bomo skupaj skušali ugotoviti, kdaj se je začela kriza v Scuderii Ferrari. Scuderia Ferrari ima ogromno navijačev in ti navijači, imenovani tudi tifosi, so izjemno zahtevni. Seveda, kot vsi bi radi, da njihova ekipa zmeraj zmaga, osvoji naslov tako med vozniki kot med konstruktorji. Vemo, da to konec koncev naredi šport dolgočasen, ampak če si res pravi privrženec pa bilo katere ekipe, je to verjetno legitimna želja. A Scuderia Ferrari v zadnjem obdobju nikoli ni bila pravi antagonist za borbo za naslov. Seveda, prišli so, na primer, v konstruktorskem seštevku do drugega mesta, ampak še zmeraj so bili tako daleč od svetovnega prvaka, da pravzaprav je bilo to drugo mesto res tisto prvo mesto med poraženci in enako bi lahko dejali med vozniki. A Scuderia Ferrari je znala zmagovati tako naslove v eni kot v drugi kategoriji, čeprav zadnjo lovoriko med vozniki so osvojili davnega leta 2007, med konstruktorji pa leto kasneje. A pravzaprav je Scuderia Ferrari že 15 let tako slaba, ali pa smo imeli obdobje, ki je bilo prelomno, ki je nekako začelo nakazovati ta trend navzdol. Vprašanje, ki je seveda legitimno. Videli bomo, da pravzaprav pri Scuderii Ferrari se je začela točka preloma točno v določeni sezoni. In skušali bomo ugotoviti tudi, zakaj prihaja do takšnih, imenujmo jih, povprečnih rezultatov. Najprej si moramo zavedati, da pravzaprav obdobje dominacije Mercedesa je v resnici malce izmišljotina raznih avtorjev, ki določenih sezon svetovnega prvenstva Formule 1 enostavno niso gledali. Če povzamemo, v sezoni 2017 je Ferrari bil enakovreden konkurent takrat Mercedesu. In praktično 2/3 sezone je bil Sebastian Vettel pred ali pa tik za petami Lewisu Hamiltonu. Težava je bila v zadnjem delu sezone, ko so se zvrstile zadeve, ki pravzaprav mejijo že na znanstveno fantastiko. Ne samo tisti medsebojni trk Vettla in Raikkonena na veliki nagradi Singapurja. Govorim tudi o tem, da so pri Ferrariju, na primer, imeli težave z vžigalno svečko. A pustimo sedaj to. Pri Ferrariju v sezoni 2017 so pokazali pravi trend in vkolikor bi mu sledili, sam verjamem, da do sezone 2020 bi bili še mnogokrat blizu, če ne tam na vrhu obeh lestvic, konstruktorske ter vozniške. A po drugi strani, prav v sezoni 2018, se je zgodilo mnogo zadev, ki so Ferrari potisnile v tisto brezno, imenujmo ga tako, v katerem se je znašel še danes. In tu ne govorimo o eni zadevi, temveč o večjem spletu okoliščin, ki je pravzaprav privedlo do tega, da ekipa kadrovsko nima pravih ljudi na pravem mestu. Takrat bi vas rad spomnil, je bil na čelu Ferrarija in tudi skupine FCA Sergio Marchionne, ki je bil velik ljubitelj Formule 1, ampak o Formuli 1 je vedel izjemno malo.
Njegov glavni načrt je bil ponoven vstop znamke Alfa Romeo v svetovno prvenstvo in ostalo ga ni preveč zanimalo. Bil je tudi avtoritaren, mislil si je, da praktično ima zmeraj prav. In to se je pokazalo, ko je James Allison mu prišepnil, da pravzaprav njegova vizija ne vodi k zmagam tako na dirkah, kot v boju za naslove. James Allison je moral oditi in odšel je v Mercedes. In če se spomnite, po imenujmo jih katastrofalnih modelih W13 in W14, je bil prav James Allison tisti, ki so ga poklicali nazaj, da bi rešil nastalo situacijo. Videli bomo skupaj, ali mu bo to uspelo. Drugi odhod, ki pravzaprav je še danes vezan na skuderijo Ferrari, je tisti, ki se imenuje Simone Resta. Konec sezone 2017 so ga preusmerili že k takratni ekipi Alfa Romeo Racing. Njegovo mesto je zavzel Enrico Cardile, ki pravzaprav v vseh teh letih ni zrisal nekega izjemnega bolida. Ali so bili povprečni v najboljšem primeru, ampak v večini podpovprečni. In to je že nek znak, da pravzaprav v skuderiji Ferrari se je funkcije delilo po prijateljskih vezah, simpatijah, po poslušnosti in ne po strokovnosti. Ne smemo pozabiti, da prav v sezoni 2018 se je zgodilo nekaj zanimivega na področju pogonskih sklopov. Prav takrat naj bi vpeljali tisto skrivnost, ki so jo nato z dogovorom med Ferrarijem in FIO dobesedno pozabili, izbrisali, kot da nikoli ni obstajalo. Konkurenti so opazili že v sezoni 2018, še posebej pa v sezoni 2019, da pogonski sklop Ferrarija ima nekaj, kar naj ne bi bilo v skladu s pravilnikom, govorim v pogojniku, ker mi, navdušenci, o tem uradno ne vemo nič. A Sergio Marchionne, kot dobro veste, je umrl v sezoni 2018 in takrat pravzaprav verjamemo, da Formula 1 ga ni brigala. In takoj po njegovi smrti je prišlo do menjave. Namreč odšel je Maurizio Arrivabene, prišel je Mattia Binotto. In Mattia Binotto kot šef oddelka motoristov je bil pravzaprav odgovoren za vse tisto, kar se je zgodilo v zadnjem delu sezone 2017 in tudi za ta, imenujemo ga, škandal s tem dogovorom med skuderijo ter FIO. A ne glede na to, Mattia Binotto je imel zaslombo pri samem lastništvu družini Agnelli oziroma pri Johnu Elkannu. In če sem prej omenil, da Sergio Marchionne ni imel neke vizije Formule 1, John Elkann pravzaprav sploh ne ve, zakaj gre. Vsaj tak občutek lahko dobimo iz tistih redkih izjav, ki jih poda, ko ne govori nekega teksta, ki se ga je naučil na pamet. Rad bi spomnil, kar sem že večkrat omenil, da John Elkann je nekoč povedal, da ni važno toliko zmagati dirko, če imaš na koncu najhitrejši krog in si najboljši. To že kaže, da lastnik skuderije pravzaprav ne razume Formule 1 in verjetno še marsikaj drugega ne. A pustimo sedaj to pri strani. Vidimo lahko, da pravzaprav kriza, ki se je začela, je mogoče nekako prišla do svojega vrhunca tam v sezoni 2018. Če bi morali postaviti nek točen mejnik, bi bil ta lahko tam okrog velike nagrade Nemčije, ko je Sebastian Vettel napravil vozniško napako in končal tisti trend, ki ga je tudi v sezoni 2018 kazal kot glavnega antagonista Lewisu Hamiltonu.
A pravzaprav težave samega Sebastiana Vettla niso bile toliko tehnične kot čisto psihološke. Nihče v skuderiji Ferrari mu ni dajal tiste podpore, mu ni dal vedeti, da pravzaprav računajo nanj. Spomnimo se tudi v sezoni 2018, da so se odločili, da bodo lepo Kimija Räikkönena drugič odslovili in namesto njega priklicali Charlesa Leclerca. In to je vodstvo držalo nekako v skrivnosti do zadnjega trenutka. Znano je, da tradicionalno pri skuderiji Ferrari nekako obelodanejo podaljšanje pogodbe oziroma nove voznike na veliki nagradi Italije. Takrat smo videli enega izmed najbolj fantastičnih kvalifikacijskih krogov vseh časov, ki ga je napravil razočarani, jezni, užaljeni Kimi Räikkönen. In seveda po drugi strani videli smo zadnjo zmago tako Kimija kot tudi Ferrarija v sezoni 2018 na veliki nagradi Združenih držav. Namreč Kimi se je odločil, da bo dirkal zase in ne za ekipo, kot je storil do tedaj. Torej vidimo lahko, da pravzaprav celotna kriza skuderije Ferrari izhaja iz kadrovskih odločitev, ki so svoj vrhunec dosegle v sezoni 2018. Tisti, ki so bili nasprotnega mnenja, so bili enostavno ali premeščeni ali odpuščeni. Zakaj kriza traja toliko sezon, toliko let? Ker pravzaprav tista struja, ki je ostala, še do danes v večini primerov zaseda svoje sedeže. Ne govorim o Matiji Binotu, ampak govorim o vseh ostalih, ki pravzaprav niso v teh letih pokazali nič. In tu je seveda Cardile prvi odgovorni, ampak ne smemo mimo genija, kar se tiče strategij, in sliši na ime Jock Clear in še bi lahko našteval. Konec koncev tudi kadri, kar se tiče voznikov, vsaj mene do tega trenutka niso prepričali, koliko govora je o talentu, o potencialu Charlesa Leclerca, ki je pa še do danes ostal nekje tam skrit. Videli smo res njegovo fantastično sposobnost na samih kvalifikacijah, ampak opazili smo tudi goro napak in seveda dobesedno zapravljenih priložnosti, ko je vodil dirke in zaradi neznanega razloga zapeljal iz proge direktno v zaščiteno ograjo. Torej, kriza, ki se je začela davnega leta 2018, traja še danes. Zaradi tega, ker pravzaprav nihče ni napravil nič, da bi na pravo mesto postavil prave ljudi. Bo to uspelo Frederiku Vassörju, bomo videli v prihodnje. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.